Pa bi vas prosila, če mi kar takoj na začetku razložite to razliko med tem stereotipom viteza, ki si ga običajno laično predstavljamo, in kaj je pravzaprav pomeni malteški red. Res je, da pri nas mogoče v oklepih in zmajih nismo več najbolj prisotni. Moram priznati, da obstaja pa ena legenda z Rodosa, da je naš veliki mojster Dieudonné, tako mu je bilo ime, dejansko ubil enega zmaja tam. In tista odsekal glavo in jo namestil tam v eno dvorano v gradu. In bojda je tista lobanja bila tam še celo do 19. stoletja, potem so pa grad prenavljali in so tisto lobanjo nekam založili. Naprimer, če danes koga vprašamo, kaj bi bil vitez, takoj mogoče nekdo pomisli tudi na nov film o Batmanu, ne? Je temni vitez in tako naprej. Na viteze se veže ta en čut za pravičnost, čut za izkazovanje pravičnosti, čut za zaščito tistih, ki jih pravica sama po sebi ne doseže, in to je tisto podlago, čemu res rečem, podlaga za služenje. Vitez je zmeri služabnik, nečesa več. Mi se včasih hecamo, da z redovnim križem, ki je videti kot odlikovanje, pa ni odlikovanje, čeprav se tako nosi, da to ni zlata medalja, ampak je v bistvu večja lopata za več narediti. Včasih nam kdo celo reče, ja, zakaj se tako ukvarjate z enim človekom, če jih je tam na toliko. Ampak konec koncev mi ne bomo rešili sveta, moramo pa lajšati stiske, če jih le moramo.